Pokrovitelj oddaje, Občina Zagorje ob Savi. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Tokrat smo se oglasili na domu Franca Ravnikarja z Izlak. Dober dan. Dober dan. Tukaj smo na vašem domu, ampak vi pa ste se rodili nekaj kilometrov nižje, še vedno na Izlakah, v Spodnjih Izlakah, v taki kar precej številčni družini. Ja, lahko se pohvalim, da sem se rodil, da sem pristen Izlačan, ne. Res sem se na Izlakah rodil, imenuje se Spodnje Izlake ali pa Prave Izlake, ne. In družina je bila relativno dosti velika, za tiste čase normalno, 6 otrok nas je bilo, 4 sestre, 2 brata in vsake 2 leti naj bi bil majčkeno prirast kakor hiš, ne. In kdaj ste vi prišli na svet? Jaz sem prišel pa 1929.11.1941, med vojno, ne. Zato tudi velikokrat rečem, da sem prvoborec, ne. Kaj pa je to? Ja, kako ste ja premlad? Ne, jaz sem dosti star. Jaz sem pravi prvoborec, priznam. A ja, zdaj pa že vem, ne. Poglejte, kdaj sem se rodil, boste videli. Prvoborci so od 41, ne. Kakšna pa bila to družina? S čim ste se preživljali? Preživljal se s kmetijstvom. To je bil, moj oče je bil priden za delati, mama tudi, stara mama tudi, teta tudi. In vse se je, na srečo, mi smo živeli blizu rudarskega mesta Kisovec. Pri nas je šlo vse od hiše. Vsak jajček, ko je prišel od kure zletel ven, ga je teta Rezka naložila v cekar, pa nesla v Kisec prodati. Isto je delala z mlekom. Mlek je bil glavni vir dohodka, po domače povedano, ne. In tiste čase služb ni bilo, ampak je bilo treba pa pomisliti, kaj boš sadil, kaj boš sejal, ne tako kakor danes, samo travo sejejo, pa gnojnico polivajo, pa mlek prodajo, to je vse. Mi smo pa doma pridelali popolnoma vse. Krompir, repo, korenje, solato, zelje, karkoli je bilo, fižol, pa tudi vse poljšine, kar so obstajale, so bile. Žitarice recimo, pšenico, koruzo, ajdo, proso, ječmen, vse to. In na račun tega je bilo tudi veliko dela. Zato so pa imeli kmetje veliko otrok, da so pomagali staršem delati, pa da so pol delali. In glede na to, da so imeli veliko otrok, je bilo tudi veliko družabnosti. Ne, to se moram pohvaliti, jaz dobro vem, rad sem šel k sosed malo pomagati, saj je bila tudi kaka punca pri hiši, pa smo se s puncami malo igrali. Ta prvo, ko smo bili otroci, smo se pač igrali, pa smo pa že kaj drugega poskušali malo pogovarjati se, pa malo žmrkati enemu drugemu, po domače povedano, ne. In družabnosti je bilo veliko več, kakor je pa danes. Tudi doma, recimo, verjetno se je pozimi zgodaj stemnilo. Ste si šli kakšne igre v krogu družine? Ja, tudi igre. Človek ne jezi se, to smo že igrali, tudi se dobro spomnim. Drugače je bilo pa tako, ko je bila tema, niso več lučke bilo, ne. Petrolej je bil drag, so rekli, mama, petrolej je drag. Daj bomo pa rožni venc molili. Pa smo šli, posedeli so okrog peči, pozimi, ki je bilo mrzlo zunaj noter, posedeli, pa molili, kolikor časa je kjer molil. Velikokrat je mama kar sama molila, drug smo pa zaspali. Ja. Kaj pa zjutraj zgodaj potem vstajali? Ja, zjutraj je bil pa, tako kot si začel malo daniti, se je pa to kar rano. V zimskem času ne toliko, ali v letnem času je bila 3 ure, se že ata kose klepal, če je bilo potreba, ne, za travo kositi za košnjo. Tako da so še sosedi prišli ali pa rudarji iz službe, pa so prišli kositi. Tako da je bilo po 7-10 koscev vsako sezono pri nas doma. Se je kruh doma pekel? Kruh se je doma pekel. No, zdaj, ko ste me pa glih vprašal za kruh, je pa najbolj zanimiv kruh med vojskom.
to se jaz še dobro spomnim, koliko sem jaz prestradal zaradi kruha. Pri nas 2 ure po tistem, ali pa 2 ure pa pol, ko se je nehal z dimnikov kaditi, sta 2 ali pa 3 prišli z hoste dol, pobrali kruh, pa šli. Fertik. In otroci smo ratali lačni. Mama je mogla še enkrat za mest, pa še enkrat ponovno peči. To nam koj pozabil, kolikor cajta bom na tem svetu. Pa ne reče, da so bili rudarske žene ali pa rudarski otroci, da so bili lačni. Niso bili lačni, ker tudi točno vem, kjer so hodili k nam. Njihovi otroci so imeli več, kot pa mi. Od Nemcev so dobili karte, pa so dobili hrano, moko, cukor, vse razne ti dobrine, kolikor jih je pač bilo takrat med vojsko, ne. Mi pa kmeti pa nič. A so kdaj prišli tudi Nemci? Tudi Nemci so prišli. Za Nemce se nismo nikoli bali, če so prišli. Zmeri so naročili tole pa tole bi pojedli, so tudi dobili. So plačali? In vse plačali. Imam pa en lep spomin od Nemce, to je tik pred konc vojske že bilo, bil sem 3 leta star. Smo imeli pa pečko, pa 2 čelešenka, ne. Pod čelešenkam je bil pa štedilnik, ker smo imeli takrat še črno kuhnjo, je bila posebej kuhinja. Ta kuhinja, ne, v štedilnik je bil pol hiš. In je teta kuhala gulež za Nemce, pa jih je bilo kar zelen noter, tudi če jaz šteti nisem znal, koliko jih je bilo. In so se ne čevlje sušile gor, jaz sem pa čevlj vrgel noter v lonec. Teta je bila huda, kot ste hodili, ko pa zdaj, strah je bilo, ko bi naredili Nemci. Pa me jeden vojak prime, nič hudega, ponovno za mest pa bo. Pa me je nosil po naroč, dokler se ni teta ohladila. Ja, tako da imam toliko lepe spomine, kar se tega tiče, ne? Tega tiče. Je kdo v vaši družini bil ali v nemški vojski ali pa v partizanih? Ja, stric moj je bil v nemški vojski, pa je tudi, on je šel v nemško vojsko 42 leta. Je pa delal tle na izlakih pri, ko so že, kramarjih. In so prišli po kramarja, pa je rekel, ata je rekel, ne tega vzeti, tega Purša vzem. Je še sam, ne. Njegov sin je bil pa že poročen, ne. In tako da je šel stric v nemško vojsko, tudi šel, vrnil se je pa šele 48 leta. Zakaj pa? Ja, ta prvi je bil v Rusiji ujet, je v ruskem ujetništvu prišel, je prišel v Avstrijo, je bil pa šel v Avstrijo, spet v ujetništvo, da so ga vse sprobali, pa sprašali, kako in kaj. Kaj je bilo pa potem, ko je prišel doma, ste se kdaj z njim pogovarjali, je kdaj govoril o tem? Je bil kaj drugorazredni? Je bil skozi drugorazredni, čeprav je bil začen, čevljar je bil, ne. Svojo hišo sta imela, ata pa, mislim, mama pa on, v Stopih. To je majčkeno od Kisovca naprej. Ker starši, njeni starši, njihovi starši so pa, ki je bila moja mama stara 4 leta, sta oba umrla. Ata po prvi svetovni vojni, mama pa je bila stara 27 let, je pa za rak umrla. Vam je kdaj pripovedoval, kako je bilo na frontah? Kar nisi upal veliko govoriti. Pol proti koncu, pa je že malo povedal, zmeraj je bil pa bolj žalosten doma. V lastni hiši, ko je prišel domov, je prišel v hišo, ni mogel živeti, ker so bile druge stranke naseljene noter in ga niso pustile noter v hišo. Pa je nekaj časa pri nas doma živel, potem se je pa počasi dol začel rihtati in je rihtal stanovanje si na podstrešje. Tako da je še malo vse skupaj so dvignili tisto hišo, pa da se je stanovanje zrihtal. V hiši je živel pa župan Dučk, verjetno ga vsi poznajo, ne? Ali pa ga vsi poznate. Je pa v tej hiši živel, pa je moji mami rekel, če mene vzameš, dobiš hišo nazaj. Pa mama je imela že 3 otroke z mojim matom, ne.
kakšni ljudje so to bili. In ga ni vzela, ne? In seveda ga ni vzela pod nobenim pogojem. Ne. Jaz ga še danes na slik težko vidim. Ne. Ja, tako da imam, kar se tiče tele vojske, jaz kar mečkam slabe spomine, ne? Slabe spomine in po starših, in po mamini strani, in po atovi. Ata je bil po partizanih. Eden med prvim... eden med prvim, ko je Hitler napadal, pa ko se je pol naša jugoslovanska vojska mobilizirala, da se upre proti Hitlerju. Med prvimi izlačaniki šel noter, ne. In tudi pol med zadnjimi je tudi nazaj prišel. Kdaj pa? Ja, še 45 leta, ko se je bila fronta za Trst pa za Gorico, je bil še tam. Kje pa je sodeloval oče? V Šlandrovih brigad. Kdaj je pripovedoval kaj o tem? Zelo malo. Sam to, da je bil na Dolenjskem, pa nič, nobene stvari. Pa so Nemci vedeli, da je oče pri partizanih? Vedeli. Partizani so pa tudi vedeli, pa so vseeno prihajali in vsakič vzeli kruh. Ja, vseeno, seveda. Doma jih je bilo še dosti meri za delati. Je bila moja mama, pa je bila še stara mama močna, ne, pa teta, pol pa strata je še tudi bil prihiš, ne. Pa je kaj hodil med vojsko, med vojno domov? Se je kdaj vrnil? Se je bil parkrat doma, tako da je bil tudi po pol leta doma ali pa še kil, ne. Kaj pa potem po vojni? Je šel kdaj v partijo? Nikoli. Spravljali so ga v partijo, ti pa tiš pa šel, ali bi ni bil, ne. Je rekel, to pa ne. Je rekel, jaz sem že izkusil. Kaj ste vi? Nič drugega. Sosed njegov sta bila skupaj dol v partizanih na Dolenjskem, da se je povedal, kot točno se je, tudi jaz vem, ne, v Črnomi so bili. Je šel v maš, ata je bil pa glih na straž. Pa je en politkomisar, 16 ali 17 let star, prišel, ki je rekel, kam je šel pa Jože? Je rekel, v maš je šel. Bo šel nazaj, ga ustrelil. Je rekel, čak moj, to pa ne bo šlo. To pa ne bo šlo. Ti si še premehen. Je jeden na tabo, ne. Komandirji me pošli, pa bom šel jaz kje komandirji, pa on bo tudi prišel, pa se bomo zmenili, kako in kaj, ne. In pride na trg tistim komandirju, prav, ja, kaj pa šel, imaš, zakaj pa ne delajo? Prav, vse smo frej. No, zakaj mi pa tale prijavite? Ja, je rekel, zato, ko je hotel, da ga jaz ustrelim, pa soseda sva, ne. Kako bom jaz sosedov, pomagamo med sabo, ne, sosedi smo, da mi jaz šel pa človeka ubiti zaradi tega, ko je šel v cirko. Je rekel, ne, to pa ne, oficir. Je rekel, to pa ne, taka vojska pa mi nismo. Mi smo pa drugačna vojska, ja. Ampak seveda, vse smo vedeli, kakva vojska. Tajeni so bili zato, da bi tokli vse krščanarje, ta drug pa kontra, ne. In no, je pri tem ostalo. Drugače, lahko še povem, kako se je pisal, to mi pa dobro se zapomnil, poglej se pa pisal, ta oficir, ne. Zdaj, ne vem, je še živ ali ni. Velikrat je še po radiju pa je govoril, je rekel, tale mi pa življenje rešil. Ker je tudi moj ata imel strah, kaj pa bo zdaj. Lahko bi njega, ne? Ja, lahko bi tudi njega, ne. No, in se je to dobro izteklo, tako da je srečen prišel iz vojske, pa... Je potem po vojski bil deležen kakih privilegijev? Zato, ker je bil 4 leta v partizanih? Ja, nič ni bilo privilegijev, nič. Čiste značke je dobil, ja, to je zanimivo. Značke je dobil, odlikovanja, pa to, in so tlele Zveza borcev na izlakih podeljevali tiste odlikovanja, pa ga pokliče gor, ne, je rekel, ata, ti pa nisi bil niti 1 uro v partizanih, ti pa meni značke ne boš delil. Pa se je spravili lepo nazaj in tako se je naredil,
poslati so jih mogli v cele, nekam so jih mogli poslati, kje je bil tisti sedež, so ti značke tale pa to. Ja, na Ostrožnu, so ga pa klicali pa na Ostrožnu pri Celju. No, in tam so mu podelili pol tisto značko, tisto je povzel. Tisto je povzel. Ja. Tle je bil pa, to nam na glas bom pol povedal, me vpraša. No, in potem tista značka je bila skozi tam na omar, tako da je bila vidna, ampak ni nič municala tista značka, ki je zbolel na duhu, prehladal se je v vojsk, se je prehladal na dušlju vrata, pa to je prosil soseda, ki sta šla skup, spet drugega, ki sta šla skup gorle na trato, vola je pjelo s sabo, da so ga gor skuhali, ubili pa skuhali, pa pojedli, fajn živeli, tisti cajt, ne. Pok je pa zbolel, mu je pa Štendler napisal, da gre na Golnik na zdravljenje. Je rekel, imaš katerega komarata, da sta bila skupaj? Je rekel, imam soseda, sej dal pa podpisa. Ja, je prišel dol, sosed se pa bal podpisati. In ata... Kaj podpisati, da je bil v partizanih? Da je bil v partizanih, ja. Ne? In ata je ostal brez tega, ne? Ni imel podpisa. Čeprav je bil borc, pa da vem koga, ja, udeležen, toliko cajta v vojski, pa je pa malo umrl. Na duhu. Je bil razočaran tako nad tisto, kar je nastalo po vojni? Zelo razočaran. On je bil skozi demokrat, edini kmet za tiste cajte, mladih kmetovalcev, ki je imel kmetijsko šolo. Ne, to se pravi, je bil razgledan. Tako da tukaj ni bilo. Ne, in v politiko, pa za politiko se je tudi zanimal, tudi po vojski se je bil še v Trbovljah na okraji en cajt delegat. Tisti pa bilo, sam so bili takšni cajti, je rekel, jaz tak ne morem delati, pa je pa tudi tu zadevo opustil. Je bilo kaj nacionaliziranega vašega posestva po vojni? Ne, je bil premehen. Je bil premali. To je bilo porazdeljeno. Je pa potem po vojni tudi premog prevažal? Pa je pa, ja, iz Šenika ali pa iz Straholja, ker tisti konc se je pred imenoval Šemnik, ko so zdaj Straholja. Dejansko še zdaj Šemnik. Sam zdaj spadajo pod krajevno skupnost Loke Kisovec, prej so pa pod Izlake. Ja, s premogom se je pa kar dal, mislim, se je kar zaslužil. Pa les so furali, ne. To pa je z vozom? To je pa z vozom, pa s kojdam je imel močne kojne, ne, pa je vozil, ja. No, pa po osvoboditi je bilo pa spet prisiljeno delo pa v ribnici. To je bilo pa spet, so bili pa trije kmetje, Sevljak Franc, Bregar Franc, pa Ravnikar Albin. Vaš oče? Ja, so bili skupaj dol v ribnici. In dole je bilo pa tako tudi narejen. Tisti vahtari, po domač povedano, ko naj bi živino vahtali, so bili tudi špijuni vmes. In je marsikaskin konj zbolel, pa je crknil. In pa so lastnika pa šraufali, tistega so strupil nrž, zato da ni treba delati. Je rekel, pa so pa ti trije, ki so bili z Izlak, en večer jeden dežuril pri svojih konjih, pri vseh 6 konjih, drug pa 3, pa to se je menjavalo. Kolikor časa so bili dol, so to delali. To so prostovoljno delali, mislim, prisiljeno, ampak... To je bilo prisiljeno, ampak prostovoljno so pa svoje žvat Mirka. Ja, zanimivo. No, vi ste se seveda potem tudi šolali, osnovno šolo, že po vojni ste začeli obiskovati na Izlakah, takrat je bila šola malce drugačna, ki je danes. Med vojno so bili zapori tudi, ne? Ja, med vojno so bili tudi zapori, pa ni bilo, zapori so bili v glavnem v medijskih toplicah. In 4 leta ste dokončali najprej, kako je bilo to? Jaz sem celih 8 let na Izlakih naredil. Potem pa ste šli kam? Potem sem se hotel zaučiti pa za mehanika in ni bilo prostega mesta. Pa sem šel pa rekel, nekaj se moram zaučiti, ker volil sem pa zmeraj imel za mehanika, ne. Ali pa za šoferja, pa kaj takega, ne.
In sem rekel, nekaj se moram začeti, če imaš en poklic, kovinarski poklic. No, pa sem pa dobil prvolajo prosto delovno mesto. Pri Kovaču? Pri Kovaču, Vlaj Franc, ki je bil tudi zelo dober majster. Turk pa ta sta bila dva. In tam ste se izučili za? Tam sem se za Kovača in za šlusarje, oboje. Ker smo tudi štedilnike delali, pa vse take stvari. Pa, in kaj je bila vaš izpit? Za izpit ste morali? Na izpit sem mogel pa narediti pa gumbinirke. Take klešče kakor gumbinirke. Niso bile Ampak vse skovano? To je bilo vse ročno skovano, pa ročno zdelano. Pa sem jih Pa jih še imate, ne? Jih še imam, ne vem kje, sem jih že iskal. Potem pokazali, ne? Ja. Če jih boste našli, ne? Ste pa ves čas hodili tudi v cerkev? Ja, naša družina je bila cela verna, vsi skupaj, starši in nas 6 otrok, nobeden ni odpadel, razen ena najmlajša sestra, pač tazga moža dobila in pa so se to poročila, pa tudi je mogla si prilagoditi njegovim staršem, pa njemu, ne. Sicer pa verna družina. Je še zmeraj verna družina, tudi velikokrat greva skupaj še imaš. Sam tle doma na upajeti, je malo naruden, ne. Drugače pa gre, če pa Kaj pa potem po vojni je bilo kaj? Ste bili kaj drugorazredni, tisti, ki ste hodili k maš, ali na podeželju je bilo to čisto normalno? Je bilo kar bolj normalno, kakor drugorazredni, ne. Lahko rečem, ne. Jaz sem bil tudi dolga leta ministrant, ne. Dokler sem hodil tle v šolo. Zdaj pa tisti fantje, ko so bili v Delavcu, v Rudarju, so bili tudi ministranti, ampak čez teden niso upali večkaj šole zamuditi, ne. Ata je pa rekel, sedi už pa tako na kmetiji, ti pa lahko zamudiš, boš pa ti čez teden za ministranta. Čez teden je bila krajša maša, je bilo predfertik, pa sem velikokrat malo zamudil, ne vsak dan, ne, ampak velikokrat malo, ne. In kaj so učitelji rekli? Ja, kje si pa bil? Ja, kje si bil? Cirko, ne, kaj pa čem drugega, ne. Ker v začetku smo imeli celo verouk v šoli. 3 leta vem, da sem hodil na izlakih v šolo v verouk. Pa je bilo pa prepovedano. Pa je bilo pa prepovedano, pa je pa to tudi malo težje rata, ne. Ampak je šlo? Šlo pa je, pregovorili smo vse. No, po končani šoli ste verjetno morali iti še v vojsko. Ja, tako je bilo. Jaz, ko sem se izučil svoj poklic, pa sem ta prvo let, en mesec sem službo iskal. Zmeraj sem rekel, v rudnik nikoli ne bom šel, hrudnik delati, ne. Navsezadnje sem točno hrudnik. Pa rudnik dobil službo, dosti je bilo tega. Ampak ne kot kopač? Ne, nisem bil v delavnici, ne, tle v Central, kot rediš, ali pa v Toplicih. V Centralnem sem pa mogel noter hoditi, ne. No, in ko sem 2 let, ko sem že delal, ta 2 let, sem se pa vpisal v srednjo tehnično šolo, ne. Seveda, tam se je pa začel, pa kjer sem bil zelo, moram samega se pohvaliti, kar zmožen nekaj narediti, pa sem tudi veliko naredil na to jam, ki je bilo treba, da je proizvodnja čim hitreje stekla, se je kaj strl, hit popravil pa zrihtal in sem rekel, da bom jaz probal še malo šolati se naprej, bo pol malo lažje za mene. Seveda, kaj, lažje je bilo, seveda, sam jaz sem dobil pa pritisk o partijo. Se rekel, tovariši, tlele se je pa majčkeno ustavil. Pa Keršnik je bil naš direktor, je rekel, ja, šmako je, Gričar je Dominček tudi, partija. Dokler mi mama kruh reži, jaz v partiji ne grem. Sem si rekel, no, pa sem pa v tisto šolo hodil, 2 let sem zdržal ta pritisk. Kar naprej sem rekel, daj bo šel, vsake par mesecev sem mogel iti na raport, ne. Daj bo šel, ne bom, ne grem. In mene je vse skupaj nil, rekel, zdaj pa tega dosti. In kot mlad človek sem
pravilno razmišljal. Še danes povem vsakmu, nisem se nikoli vpisal v partijo in mi še danes prav hodi. Ne? In kaj sem jaz naredil? Prijavil sem se na občin za vojsko, pa sem šel lepo v vojsko. 2 let tiste tehnične šole sem naredil, 2 let mi pa manjka še, ne? Ali pa samo let pa bi bil tehnik. Ne? Ampak sem rekel, hvala Bogu. In vojsko ste služili kje? Vojsko sem pa šel, prvo sem šel v Čuprijo, pa Svetozarevo, to je bilo čisto Kukar, Zagorje, pa Loke ali pa Izlake, prvem bližnje nekaj takega, ja. To je bilo zelo blizu. No, pa sem dal pa tisto vojaško obuko skozi, pol leta, skoraj 11 mesecev, sem šel pa v prekomando, pa v Krguljevec. V Krguljevec je bila pa ogromna kasarna, pa 7000 vojakov bilo. To je bilo pa spet zanimivo. Pa ne, da bi se hvalil spet, ampak lepo je, če človek pove, da sem pa gledal na sebe. Da sem imel cute lepo zrihtane, spucane, srajco oprano, prav sem jo sam, pod tale modroc sem jo dal, da si je posušila, pa sem vsak dan imel frišno srajco. In kar malo mi je pol en višji oficir, ki je bil že major, gleda, rekel, ti bi šel pa za kurirja. Sem rekel, to pa ja. Ja, pa še to moram predpovedati, zakaj. Je rekel, vidim, da vsak dan politiko bereš, ne? Da se zanimaš za politiko. Sem rekel, ja. No, boš pa kurir, boš pa še bolj prebral, pol boš pa še bolj tole politično nastavljamo. Ja, sem rekel, to bo malo hudir. A bo šlo, ali ne bom dobro spel, ali ne bom, to pa ne vem. Boš. No, in bilo res, ja. Pa jaz sem bil za kurirja, pa sem pa hodil. Po tej prvi vojni v Brstu, ko sem mogel hoditi, pa sem s hčerjo tam se vozil, pa z vlakom, avtobusa ni bilo, ali pa z avto pa ne. Hčer je pa bil, no, z vlakom v glavnem, no, pa sem to, pa pištolo si imel, lepe cote skozi imel. No, ko sem pa v kasarni bil, doma, seveda, Politika. Ne, politika. In takrat je bil glih tista vojna dol na Cipri. Jaz sem to že vzjutraj, preden je bilo časopis v rokih, je prebral, držal politično nastavo. Lahko rečem, svojih 8 mesecev sem bil kakor oficir. So vas kaj v partijo spravljali tudi v vojski? Pa niso bili uspešni? Niso bili nikoli uspešni, noben ne bil uspešen. Ste rekli, da ste bili verni, ne? Da ste verni. Ampak povem, da so pa bili drugi oficirji. Ne, če niso to jed, prisiliti ni. So bili tak. No, vojska se je potem zaključila, vas je delo čakalo pri rudniku? Je, pridem nazaj, sem pa rekel, zdaj pa rudnik ne grem, ampak grem pa v varnost. Pa sem pa res v varnost bil, ampak varnost delavnica pa rudniška so bilo skupaj. Ne. Pa smo se tam delali in sem bil tudi dobre pol leta v varnost. In pa že začel pa mečken tuhtati po glavu. Jaz bi šel tukrat mečken pogledati svet, kakšen je. In to je mene zanimalo. In sem rekel, neč, kadar bo kakšna možnost, no pa takrat predsi je ni bilo. Pa enkrat se pa pojavi jeden, pa pride eno nedeljo jeden gor skozi parki nam, tako le malo trimčko. Pravi ti, Francel, jaz sem pa slišal za tebe, da bi šel tirat v Nemčijo. Jaz sem rekel, v Nemčijo, ja. Sam zdaj nimam za v Nemčijo, imam pa za v Holandijo. Sem rekel, šel pa v Holandijo. Kako pa ne? No, in prav, imaš pasoš? Imam. Sem pa pred velikrat hodil v Trst, pa v Avstriji, pa vse to. Sem imel pasoš, ne. Tega mi pasoš, jaz sem pa vizo zrihtal. No, in mi res zrihtal vizo preko IBT-ja, ne. V Zagorju ni mogel jaz, da tisto vizo zrihtal, pa lepo v Rotterdam.
Kaj so pa doma rekli? Takrat, če niste bili poročeni. Tudi sem bil še porš. Mama, pa kaj greš po svet, pa kaj, veš, ko se bo naredil pa vse. Mama, pa jaz bi rečel, pa jaz bi šel rad na svoje, daj si meni, ne. Jaz bi rad denar zaslužil, da bi hišo naredil, pa to, ne. In ste šli in ste bili koliko časa potem na Ja, pa sem bil pa- Nizozemskem? Pa sem bil pa 10 mesecev, vsega skupaj 7 mesecev v Holandiji, 3 mesece sem bil v Belgiji, ampak nič nisem zaslužil. Nič. Zakaj? Pa ja, zato, ker oni so nam plačali fajn. 12 guldnov sem dobil, pa še 30 guldinarjev sem dobil jaz na uro. Ali jaz sem pa sam 3 ven dobil. Meni je IBT vse pobral ostalo, ne. Za hrano, za prenočišče. Živeli smo pa na ladji. Not v kabinih smo bili po 2 pa po 2 v kabinih. In to je bil tak življenje nikakor, ne. Ja, nikakor, ne. No pa so rekli, saj bo to dobili del, bomo pa ki spremenili to zadevo. Nič niso spremenili. Enkrat enega lepega ni prav. Pogodbe nismo mogli več podaljšati. Sem rekel, hvala Bogu, grem pa malo domov. Pa sem šel pa domov, seveda, brez denarja sem prišel. Praznim kovčkom, praznim gor, praznim nazaj, ne. In ko se je naredil, sem rekel, no, takoj v Trbovlje na IBT, da bom nekaj delal, dajte mi del, da bom delal. Tukaj sem bil suh, da sem iz Izlaka v Trbovlje gor do Cankarjeve šole hodil peš. Meni je bilo narodno to reči, da naredim jim za avtobus, ne. Pa sem pa 3 mesece sem to zdržal, tam sem pa pol poslušal, kdaj se bo to odprlo za v Nemčijo. No, pa sem pa dobil za v Nemčijo. Berlin. Za Berlin, sem šel pa v zahodni Berlin. In takrat ste prvič videli tudi ta znameniti zid. Ja, pred ga tudi nismo videli, smo bili delč stran od Makena, ampak v glavnem v drugo tovarno smo prišli. To je bil Siemens, Schaltwerke, to se pravi stikala so delali pa In tak. tam je bilo pa plačano pošteno? To Ali je šlo bilo spet pa preko IBT-ja? isto, je bilo isto preko IBT-ja, sam jaz sem bil tako pameten, ko sem prišel v Nemčijo, jaz sem ta prvi dan Bild kupil, časopis, kakor zdaj Novica tle pri nas, ne. Kratk, pa sem začel sestavljati tiste črke, pa besede, pa to sem pa kje. In sem se jaz kar hitro navadil nemško govoriti. No, in pa smo prišli pa v delavnico, smo delali, seveda ista pesem, 12 mark sem jemal na uro, pa 30 centov. Pa je 7 mesecev jaz tole gledam, pa delam, pa sem pa tam soseda vprašal, je bil pa Nemec, pa pravzaprav ženska je bila. Rekel, gospa, koliko pa vi zaslužite? Je rekla, 1200 mark. Kureva, sem rekel, jaz pa 2000 minut prekoračim normo, imam pa 700 mark. Rekel, tole pa nekaj naštima. Pa grem v pisarno, ja, prav, saj mi smo vam vse zrihtali, pripeljali smo vas gor, stanovanje smo vam zrihtali. Ja, sem rekel, v redu, ja. No, ampak, kje je pa 9 evrov? Mark. Ali, pardon, 9 mark, ko jih vi kasirate. Tuk pa to ne košta, tuk butas pa jaz nisem. Sem rekel, takole je zdaj narejeno. Jaz bom čim prej poskušal spokati od vas, pa bom šel na svoje, privat, v Nemčiji. Ja, pa ne moreš kar tako, pa ne moreš, ja, vse smo ti stanovanje zrihtali, tad sem bil pa že punco jemo, ne, gor s sabo, ženo. Kasneje že ženo potem. Ja, vse smo ti dali stanovanje, pa še naš stanovanje imaš pa vse to. Ta stanovanje jaz plačujem, ne vi. Ampak 3 marke pa kum jaz dobim pa 30 centov. To te vedeli. Kakor se bo dal, bom jaz poskušal, da grem stran. Ja, pa ne moreš jeti, pa moraš biti 12 mesecev, da dobiš Freigabe, prosto vizo, ne. Se rekel, leti, jaz imam še iz Holandije, pa iz Belgije, imam tisto v dobrem pri vas, pa še žen pa tudi nekaj manjka, mi da bo šla v Baskap.
Marija, ko je bil ogenj na streh. To pa ne. Ja pa, dajte zrihtati, saj ste ja človek. Isti ste kakor jaz. Vi ste prišli iz Novega Sada, jaz sem prišel pa iz Izlak, pa v Nemčijo. Ja, je rekel, pa ne pa. Bova poskušala. No, pa me je tu zrihtal. Lepo jaz dobim tudi drug stanovanje, na drugem kraju službo. Jaz sem iz 3 evrov sem prišel na 7,20 mark v drugi tovarni. Ampak so me pa spet zaposlili v orodjarno. In je majster rekel, tlele imaš tole mašino, stiskalnico za plastiko delati, če boš do 2 zalaufal, boš sprijet, če pa ne boš zalaufal. No, pa da malce skrajšava, ste jo? Ja. Ste jo zalaufali. In mašina je In ste potem delali koliko let v Nemčiji? Pol pa tudi tukaj nisem bil dolg. Pa sem pa tam pol leta delal. Vse skupaj ste bili v Nemčiji koliko časa? Vsega skupaj sem bil pa 12 let, pa 10 let. 12 let. Vmes, prej sem omenil že ta berlinski zid, ste pa vmes šli tudi v ono drugo komunistično Nemčijo. Zakaj? Ja, v Nemčijo smo pa mogli jeti, mi ko smo delali na zahodni strani, mogli jeti pa vize podaljševati. In kako je to izgledalo? Ja, ta viza je bila pa spet, to je bila čudna zadeva. Drugače nisem mogel, z avto nisem mogel kje. Takrat predstaparov, ko nisem poznal situacije, sem šel z vlakom. In sem vzel sam toliko denarja, ko sem vedel, koga rabim za vlak, pa za tisto vizo za plačati tam, ne. Pa za vrniti nazaj, ne. In kaj je, meni niso verjeli. Mene so do golega slekli, poslali, ko so videli, da nič ni, poslali naprej, grem vizo zrihtati, se vrnem nazaj. No, pa sem šel pa drug pot, pa še enkrat, ampak takrat sem šel pa že z avtom. Je šla pa že moja žena zraven, pa sestrična od nje, smo šli pa z avto čez, ne. In smo rekli, se bomo malo po vzhodnem Berlini peljali. Nas je imel Firc, ne. Saj smo prišli vse, lepo spašali, mi smo bili gorozid, smo bili komunisti tudi, ne. So nas kar... Iz komunistične države, ne? Ja. In kakšen je bil ta drugi Berlin? Pol pa vidimo ta Berlin, to smo pa videli, kakva revščina je tam. Potsdamerstraße, to je bila glavna ulica, ne, tam je bil sedež bivše vlade, pa to takrat, zdaj je ta kraljevine, je bilo lepo urejeno. Kakor si pa na ulico skrenil ven, bilo pa fertik. Čisto drugače kot na tem ameriškem delu? Ja, tem ameriškem delu. Tam je bilo pa taka žalost, da je bilo Bog pomagal. Ljudje skromno oblečen. Naše ženske so hodile s kitlem. Tam so pa s firtohom hodile ženske. Je imela firtoh, vse veš, kaj je firtoh, ne? S knofom ga je odpila, upravila, hit posušila, pa spet nazaj oblekla. Tukaj so bili tam revni, ne? Je pa še to zanimivo, pa smo pa že tukaj cajta tam koloratili po vzhodnem Berlinu, da smo malo že rata palač. In se tudi ostal v moji gostilni, pa naročimo za jest, pa za pit. Da pa vsi smo, jaz sem naročil pir, une 2 sokove, pa že pobere za naročilo, ne, za jest tudi, se pa obrne, pa prav, kjer pa vus, se rekel, jaz, piva nema, ni pira. Pa se rekel, hvala, pa sok, povedal, karkoli. No, ja. Pravilno. Ja, no. No, spomin na ta zid, berlinski zid je pa tudi tole, ne? No. To je spominek, to je prav ta kamenček iz... Ta je prav iz tiste škarfe, ko je bil berlinski zid, ko je bil narejen, tole lahko pokaževa, ne, pa imamo še sliko tudi, ko je žena. Slika naprej, ki je že luknja. Pri tisti luknji, ko so ta prvo prišli skozi, ne, takrat, ko je bilo to. Zanimivo. No, zdaj pa, če midva malce se sprehodijo bolj na hitro skozi nadaljnjo poklicno kariero, vi ste potem se vrnili nazaj, družino ste si ustvarili, sina in hčerko sta dobila z Marto, potem ste nekaj časa bili avtoprevoznik, privatnik, večino ste vozili za izlaški Eti. Ja.
upokojili ste se kot voznik. Še zmeraj, ja. Ja, in kar je zanimivo, ko se je Slovenija, ko je vrelo v Sloveniji pomlad, ste se vi vključili, ste bili eni prvih, ki se je vključil v politično stranko, seveda ne k komunistom, ne, ampak k krščanskim demokratom. Tako je. Kakšen je spomin? Ste si vi želeli Slovenije samostojne? Vsa leta, ker samostojne v Sloveniji se je že moj oče želel. Ker oče je že zmeraj rekel, mi smo prevarani zato, ko nimamo samostojne države. Že takrat, ker je bilo obljubljeno, tudi v Titu je bilo obljubljeno, pa je nismo dobili. No, ampak pol 90. leta, ko je bilo pri nas prišlo do tega plebiscita, pa do tega, sem se pa jaz tudi popolnoma angažiral, kakor se je dal pač, da za tole našo samosvojitev in tudi strankarsko sem se opredelil, takoj krščanske demokrate. Zakaj pa krščanski demokrati? Nekako sem v Nemčiji živel in sem videl, da so krščanski demokrati najboljša stranka. To pa zaradi tega, Truman, francoski predsednik Truman, pa nemški predsednik Adenauer sta bila oba krščanska demokrata. In ti dva sta dve države, ko so bile najbolj usovražene med sabo, začela skupaj spravljati, hočem reči. Pa se je priključila Holandija, pa Belgija, pa kasneje še Luksemburg in tako dalje. In vsi so bili krščanski demokrati. In to so tudi Evropo spravili gor. Koliko ste pa poznali pa slovenskih teh takrat krščanskih demokratov? Dobro, predsednik je bil Lojze Peterle, krščanskih demokratov. Kaj pa tu v Zasavju? Tle v Zasavju smo imeli pa zelo malo teh krščanskih demokratov, sicer bilo nas je kar nekaj. Dolžin Andrej je bil predsednik v zagorski občini, ne? Pa Turnško, pa jaz sem bil zraven, pa Smrkolo Jože, pa Turnšek Pavel, Pikl Jože, pa še bi jih lahko našteval nekaj izlačano tlele, da so bili Štumfarja oba, ne oba, Janez, ne. Potem kmetje so bili tudi Virštal. Večinoma pa jih je bilo, pa Štendlerji verjetno, Štendler je bil Izlak, ne? Štendler obvezen, cela družina Štendler je bila. No in nekateri, ki ste jih našteli, Dolšina, pa Jože Smrkolj, pa vi ste bili kar precej aktivni tudi. Vi ste dolga leta bili član krajevnega sveta, pa tudi predsednik sveta krajevne skupnosti Izlake. Andrej Dolšina je bil dolgoletni občinski svetnik. Potem Jože Smrkolj je bil tudi predsednik sveta krajevne skupnosti. In takrat v tistem času, kmalu po osamosvojitvi, ste si tudi vi intimno kar precej želeli samostojne občine Izlake. Ja, priznam, me ni sram povedati, jaz sem trdno prepričan, če bi mi takrat prišli do občine, bi mi tudi danes imeli Izlake bolj čiste, kot jih imamo. Čistilna naprava bi bila sigurno. Če jaz zdaj malo pomislim, tle je prišla do ene zavore, ne, finančne zavore je prišli, ker Zagorje niso mogli tiste čistilne narediti, bi pa lahko v tem času pa lahko na Izlakih tudi naredili, ne. Pa mi bi lahko z Etijem skupaj naredili. Ker v tem času je bil Janez Podobnik minister za okolje in prostor, ko je bila otvoritev na Izlakih čistilne naprave za Eti, sem bil jaz tudi povabljen kot predsednik krajevne skupnosti ali pa lokalne skupnosti, je rekel, Janez, življenjsko napako ste naredili, ko se niste vključili. Seveda, krajevna skupnost sama je prešla napram občin. To nas še čaka na Izlakah. To nas še čaka. Čaka nas pa tudi še, ne vem, če bo to uspelo, kaj postoriti z Medijskimi Toplicami. Menite, da bi Medijske Toplice živele, če bi bila občina takrat ustanovljena? Jaz mislim, da bi. Ker takrat je bilo še tako upanje, da je bil tudi tale Vidmar Janez, ki je zelo podjeten človek, ki ima ambicijo, da bi odkupiti, ko so se prodajati začele. Še prej, če bi bil pa še Gošte živ,
Gošče stane, bi občina bila sigurno tudi tle, pa Toplice tudi sigurno še v naših rokih. Zdaj pa je klavrna podoba. Dobro, verjetno ne zaradi tega, ker je občina ostala skupna, ker so izlake ostale v občini Zagorje. Verjetno je veliko drugih finančnih razlogov, zakaj so propadle, ampak je pa to zdaj res žalostna podoba. Žalostna podoba je, najbolj je pa žalostno je to, recimo, ko je Janez Drnovšek, bivši predsednik ali pa pokojni, da je šel te Toplice prodati, ker mi Izlačani smo 8 let plačevali samo prispevek za Medijske Toplice. To nam ne more nobeden vzeti. Mi pa tudi ne moramo dobiti nazaj tistega denarja, ne? To je logično. In tle so vsi Izlačani, kjer smo mečkim zavedni, Izlačani ali pa domačini, ali pa da se manj za politiko zanima, da vidi, da je bila to ena pogrešna politika. Ne? In seveda, takrat, koliko sem že malo prej omenil, če bi bil Goštet, ne bi do tega prišel, ali bi jih Eti jemal, ali pa Vidmar Janez. Janez se bi zelo zagret za to, pa jaz bi mu kar prvošel, odkrit povedan bi prvošel, da ostane tukaj, seveda. Ne bi pa zaposlili 30 ljudi. Mi bi tak hotel. Mogoče zmanj, ja. Veliko manj administracije, kadar pa rabiš delovno silo, se pa dobiti, koliko se zdaj dobiva. Ne? Pa bi to... Mislite, da bo kdaj še se na Izlakah kopalo? Rad bi videl, sam težko, če bom jaz dočakal to. Ali pa moj otroc pa upam, da bo še. Jaz imam še zmeri malo upanja na to. Izlake so znane tudi po Janezu Vajkardu v Valvazorju. Grad, kjer je odraščal, Medijski grad, je bil porušen, zažgan v času druge svetovne vojne, partizani so ga. Menite, da naredimo v tem koncu dovolj, da se sploh zavedamo, kako velikega človeka smo imeli v Janezu Vajkardu v Valvazorju? To je pa res ena velika napaka vseh nas, mislim, mene osebno ne, ampak vseh Izlačanov, da se tukaj malo zanimamo. Marjan Klančnik je nam napisal lepo knjigo, ne. Ampak seveda ne more župan tudi ne riskirati tavžniti izvodov, da bo dal, da bi tako knjigo zastonj porazstala, ampak še tiste knjige, kakor smo jih pač imeli, jo mrski kar ni v to vzeti. Vse, kaj pa mene to briga, vse so ti ruševine, pa kva mene ti graščaki zanimajo. Ne, ni to res. Zgodovina je zgodovina, treba je vedeti. To je svetovljan je bil. Po celem svetu je peš prehodil, ali pa s konjem, ne, čist peš, ne. To je nekaj vreden. Gled, če zdaj gledamo, še 150 njegovih potomcev živi, sorodniki, tako da. 150, ni dolgo nazaj, ko sem jih jaz sprejel. Kot predsednik Sveta krajevne skupnosti, lansko leto, če se ne motim, predlani. Predlani je to bilo. No in to je lepa zadeva, ne. In kako... Žal pa tudi ta del, tako kot Medijske Toplice, tudi Medijski grad propada. Kar propada, tudi cirko bi se mogla bolj negovati, rihtati, pucati. Kapela, ne. Če kaj začne zamakati, pa kaj ta, da se takoj popravi, da se ne ruši pa take zate. Jaz sem jemu že volil, ampak s tem denarjem, ko ga jaz dobil v krajevni skupnosti, nisem mogel drugih stvari delati, ne. Ja, premalo denarja. To je premalo denarja. Kako gledate na to, kar je nastalo po demokratičnih volitvah v Sloveniji v teh, ne vem, hmalo bo 30 let, kar imamo svojo državo? Ste pričakovali več? Ste zadovoljni s tem, kar je? Jaz lahko rečem, da smo zelo veliko uspeli. Če se jaz spominjam 30 let nazaj, takoj po osvoboditvi, pa pol do tega, do 90. leta, lahko rečem, da smo mi veliko več naredili od 90. leta pa do zdaj. Vsa mesta so se polepšala, naselja so se povečala in
možnosti za šolanje imamo. Tudi tisti, bomo rekli, najbolj revni se lahko šola, samo če ima voljo, ne pa privilegiranci. Čeprav zdaj naša levica zmeraj govori, da bogat se lahko šola, ni res. Šola naj se tisti, kjer hoče nekaj postati, pa da bo nekaj naredil za lastni kraj. Ker jaz sem zmeraj govoril, šolimo se za to, otrokom tudi, ko sem na koncu šolskega leta kot predsednik v šoli govoril, dajmo se šolati otroci za to, da boste vi družbi čim več doprinesli. Ne pa, da boste sam čakal, kaj bo družba ven dala. Tega se pa pri nas ne zavedamo. Naša mladina se zdaj uči sam zato, da je treba delati. To je pa velika naproga. Delati moraš ti, od nečega moraš vedeti. Delo nas bo rešilo, druga pa nič, politika nas ne bo rešila. Čeprav sam sem tudi v politiko upleten, ampak politika mora biti politika. Nekaj časa, vsak se sprazne. Nekaj časa imaš ti vlado, rečemo, bom rekel, leva, pa bo leva se malo spucala, ali pa strošila, ne spucala, pa desna, pa spet obratno. Pri nas ponavadi ni tako. Pri nas pa še tega Vi ste še vedno golobarjenja ni. Ne, vi ste še vedno zdaj v Novi Sloveniji. Ste pričakovali, da bo šla Nova Slovenija v vlado z Marjanom Šarcem? Ste si to želeli? Ne, nisem. Jaz sem rekel, ta človek ne bo dober za nas, za našo stranko. Ta bo nas pohodil in sem njemu prav. Čeprav sem po eni strani sem malo tuhtal, bilo kar fajn, če bi prišli v vlado. Imamo premaj glasov, če bi jih imeli več, da bi jih imeli tukaj, ker jih imamo recimo enke tukaj še, pa bilo drugače, pa imaš besedo. Če imaš pa ti 7 glasov, je pa lepo, vsaj županov imamo zdaj veliko več. No, to je pa res, je več občin, ali pa Nova Slovenija ima več županov, kot jih je imela na prejšnjih volitvah. Čisto za konec, lep delček življenja sta preživela skupaj zdaj, žal že pokojno ženo Marto. Kar nekaj let je bila težko borbo z boleznijo, vi ste pa stali ob strani. Ja, dobre 2 leti je bolehala že prej, sam nismo sploh vedeli, za kaj se gre. Ker njena zdravnica ali pa moja je kar tablete devala za srce in prej je bila taka šlank punca, kakor je zdaj hčerka moja, da ni bilo veliko skrb, tam okrog 40 kil, pa zaradi tablet za srce, so kile šle kar gor, kar na 90 kil je prišla, pa tudi 98. In jaz sem rekel, Marta, tole nekaj dobrega ni. Peva k doktorji pa bova, sej Berta dobra zdravnica, sej ona ve, koga dela. Pok se pa enkrat pojavil, je bilo pa prepozno. Kaj se je pojavil, rak? Rak se je pa pojavil tam, ki je bila stara 60 let. 60-letnico smo še praznovali v Šengotard pri Mačku in naslednji, čez 5 dni je šla pa na operacijo. Pa je bilo pa že prepozno, pa tisto operacijo je dala skozi, pol leta je kar nekaj šlo, pa se je spet začeli povračati, pa več kot, malo bolj kot 2 leti, je pa pobrali. In je zaključila, 43 let so pa bila skupaj. Sta bila skupaj. Zdaj bi imela že Abrahama. Zdaj bi že imela zlato poroko. Letos bi imela, mislim, lani bi že imela zlato poroko. Lahko se pa pohvalim, da sva jaz pa hčerka je shod do zadnjega dne sama rihtala. No, to je pa pohvalno. In se je težko potem navaditi na samoto? Težko in ne težko. Recimo, jaz sem pač človek, ko rad tudi malo govorim, pa rad gremo družno in jaz se kar hitro zaposlil. Zaposlil sem se pa kje. Ta prvo sem se zaposlil, ko je žena umrla, ko je žena zbolela, sem rekel, zdaj nam več predsednik, bom pa doma.
ampak kar hmaj po tistem, pol leta po tistem je pa umrla. Ne. In dolga leta sem si imel željo, da bi naredili eno tako pešpot gorle proti cerkvi svetega Jurija. In vam je to uspelo? In jaz sem začel takoj rovart, ko je žena umrla, še tist let sem šel do našega župnika, Miklič Janeza, sem rekel, gospod župnik, a bi bila kakva možnost, da mi naredimo tlele malo boljš pot, da se ne bo tale pesk, vsaka ploha, ko pade, pa pesk pol nesek je dol do Ajde. Ja, rekel, če boš uspel, pa kar dej. Ja, vi ta prvo povete, če lahko, ne? Ker gre 99% gre po vašem, po cerkvinem, kot Izlaška fara ima zelo malo zemlje. Ne? In je bil za? Je bil za. Borut Novšak, ki je bil takrat predsednik Sveta krajevne skupnosti, je bil tudi za in ste potem delali. Ja, ampak jaz sem imel zelo malo z Novšakom opravka, ker krajevna skupnost mi ni dala tudi dinarja. Ni dala. Ampak nekaj ur ampak je pa tudi pomagati je pa prišel. Tako. Je prišel. In potem vam je to uspelo? Ja, pred papirja sem mogel še ta prvo zrihtati. Ne. Je skoraj eno leto trajalo, da sem jaz do papirja prišel. Škofija je dolg časa ni dovolila, ne, na občin pa tudi. Tako da, če malce poenostaviva, tako kot država zakomplicira, včasih tudi škofija, ne? Tudi vsi so isto. Vsi preveč zakompliciramo. Vsi imajo rad, da so neki pomembni. Tole, kar ste pa prinesli, to je pa prvo, kar ste si kupili v Berlinu, ne? Ja, za spomin. Pa še kar dela. Pa še dela, vse je normalno. To pa še kar dela. Ne? Kakor jaz tudi, ne. No, zdaj niste več predsednik Sveta krajevne skupnosti, ste pa še član Sveta krajevne skupnosti. Sem pa še, ja. Jaz vam želim, da še kakšno potko kaj uredite, da še kaj postorite na Izlakah, da vas še vidimo kaj aktivnega, pa jaz upam, da se bova kdaj tudi skupaj kopala v Medijskih Toplicah. Ja, hvala vam za to, da ste naju gostili v svoji dnevni sobi. No, vam pa tudi lepa hvala, da ste prišla, pa da smo se lahko malo pogovorili. Je tudi lepo, da ljudje malo poznajo sokrajane. Tako, malce včasih se malce premalo pogovarjamo. Mi se zelo premalo. Zdaj imamo za to pametne telefone. Ja. Pa ni fajn to. Pa ni fajn, ja. No, hvala še enkrat. No, glik danes sem novega dobil, ne, da bom spet vaje. Ja, prej sem imel drugega, zdaj sem pa novega. Pametnega. Še bolj pametnega bi žon. V redu. Hvala vam. Hvala pa tudi vam za pozornost. Hvala tudi vsem, ki nas podpirate, da lahko te oddaje snemamo. Pa srečno.